Pozdravljeni vrtičkarji, danes smo testirali štil, kombi in pa multimotorje. Delo smo opravili kar v primeru kombi motorjev s pomočjo litij-ionske baterije, ki smo jo dodali kar na hrbet. Baterija je zelo zmožna, zdrži dolgo časa, drugače pa klasični multimotorji imajo priključek za litij-ionsko baterijo, ki jo ustavimo v sam motor in potem na ta motor, kot vidimo tukaj, motor enostavno priključimo različne priključke in na ta način pravzaprav opravimo različna vrtna opravila. No, jaz sem bil sam zelo navdušen nad tem priključkom, ki ima pravzaprav tako rotacijsko kosilnico, če bi lahko tako poimenoval. Zelo zanimiv je zato, ker ne zanaša trate na kakšne vrtne grede, ko kosimo, prav tako ne poškoduje dreves oziroma kakšnih občutljivih površin. Pri nas smo kosili tudi v bližini zidu in pravzaprav ni čisto nobene poškodbe. Če kosimo s klasično nitkarico, imamo hitro strgano oziroma poškodovano. No, tukaj je pa kosa, ki je primerna za bolj zahtevne površine. Pri nas smo z njo kosili pod pastirjem, tako da to je treba stalno delati, da ne pride do kratkega stika. Z njo pa kosimo tudi kakšne poganke, veje, ki se že razraščajo na kakšnih mejah, rubido v začetni fazi, tudi za debelino prsta leze brez problema pokosi, tako da ni kakšnih večjih težav. Košnja je enostavna, hitra in, kar je najbolj pomembno, učinkovita. No, tukaj pa imamo potem nastavek za višinsko obvejevanje. Lahko kosimo različne zadeve. Mi smo uporabili jo kar za obvejevanje drevesa, ki je onemogočalo vožnjo traktorja. Seveda pa lahko v spomladanskem času porežete z njo tudi sadno drevje na nekoliko višjih legah, kamor roka ne doseže. Prav tako lahko obrežete vse tisto, kar je zelenega v času vegetacije in vam sili na parkirišče, na kakšno pot. Seveda tukaj dodamo olje za verigo in potem pričnemo z delom. No, še ena zelo zanimiva zadeva in vsi ti priključki se priključujejo praktično na en motor, jih samo menjamo in delamo različna opravila. Tukaj odstranimo kapico in vidimo, priključimo na motor in začnemo delati. No, kar se tiče pihalnik, je zelo priročen za odstranjevanje listja. Pri nas smo z garaže odstranili kar množico prahu, tako da vsekakor pa je dobro z njo odstraniti tudi košnjo oziroma travo po košnji, ki, če kosite s klasično nitkarico ali koso, ki smo jo uporabili mi, in potem s poti enostavno travo odpihnete. Odpihne tudi droben pesek, tako da brez težav lahko očistite okolico doma. No, tole je pa potem še ena zelo zanimiva zadeva. Pod cipresami se je nabralo veliko odmrlega listja in krtača. Na multimotorju smo bili zelo zadovoljni, je zelo dobro očistila površino ob škarpi. Primerna je tudi za čiščenje ceste, kakšnega peska, če želite odstraniti, bom rekel, kakšno nesnago. No, na ta nastavek pa seveda lahko dodamo tudi različne druge zadeve. Tole je nastavek, ki smo ga uporabili pri nas za rahljanje tal med zelišči. Prerahljali smo tla, lahko odstranite tudi plevel, zelo dobro odstraniti tudi trato oziroma ledino. Lahko enostavno, če je na zaraščeni površini kakšna trata, plevel, s tem nastavkom zelo dobro pospravite, bom rekel po domače zaraščene površine, jih uredite in zopet kultivirate. No, potem pa še ena zelo praktična zadeva, ki jo ravno tako poganja litij-ionska baterija, pa je nastavek za res žive meje. Vidimo, da pravzaprav samim nastavkom lahko pokosimo različne žive meje. Kar je pa najbolj pomembno, pa je to, da imamo tudi večstopenjske nastavitev,
ki pravzaprav nam omogoča, da kosimo pod različnimi koti in tako delo kar najhitreje upravimo. Vse skupaj pa se tudi zloži in pride na dokaj majhen prostor. No, kar se tiče multimotorja, pri multimotorju smo najprej uporabili kar nastavek, ki smo ga uporabili na vrtni gredi. To je ta nastavek tukaj. In pravzaprav omogočili to, da bomo lažje sejali, sadili. Nekajkrat smo se sprehodili po gredi, ki je bila predhodno že obdelana in potem pravzaprav prišli do tega, da je vrtna gredica kar hitro pripravljena na setev in sajenje vrtnin. Potem smo to odmaknili in naslednje, kar smo dodali na multimotor, ki je pravzaprav na mešanico bencina in olja, to je dvotaktni motor in pravzaprav tukaj pa vidimo, da to ne poganja baterija, ampak poganja bencinski motor. Spodaj pa imamo poseben nastavek, ki omogoča odstranjevati pusti na travi, odstrani tudi mah, tako da to je tudi zelo uporabna zadeva. Na tak multimotor se lahko nastavijo tudi druga orodja. Poznamo več načinov, ena je tudi krtača, ki pravzaprav čisti bolj zahtevne površine. Imamo tudi ostale nastavke, ki pravzaprav jih enostavno samo menjamo ali na multimotorju ali na kombi motorju in tako pravzaprav uredimo vrt, kakor mi želimo in imamo samo en motor, dejansko pa menjamo samo nastavke.